Že nekaj let spremljamo slabe razmere v zdravstvu. Zdravniki opozarjajo na neobnovljene stavbe, zastarelo opremo, na predolgo čakajoče bolnike. Ni jasno, kaj je prava točka razpada, toda stanje postaja alarmantno. Univerzitetni klinični center v Mariboru naj bi razpadel do te mere, da operirajo samo nujne primere. Ne, to ne drži, ker mi smo tudi lani redni program napravili, še celo na nekaterih področjih več, kot smo ga dobili potem plačanega. Tudi v tistem najhujšem obdobju anestezije, če se spomnite 2 leti nazaj, so bile tudi nujne operacije vse opravljene. Tudi redni program smo tisto leto uspeli na koncu narediti. Zdravniki odpovedujejo delovna razmerja v bolnišnicah, odhajajo v tujino in med zasebnike, bolnišnici pa svoje prejšnje delo kot samostojni podjetniki ponudijo po višji ceni. Javni sistem se stanju ni prilagodil. Na trgu pa ni zdravnikov. Ve se, da v Sloveniji je premalo zdravnikov in na primarnem nivoju družinskih zdravnikov, tako tudi specialnosti. Od radiologov do recimo pediatrov, do patologov, anesteziologov. Tudi če dajemo mednarodne razpise, kar se je v preteklosti dogajalo, so postopki dolgi. Rešitev zdravstvenega problema iščejo v sanacijskih programih. Po enostavnih sanacijskih ukrepih, namenjenih hitremu doseganju učinkov, na primer področje nabave in zalog, sledijo ključni ukrepi prestrukturiranja in prenova ključnih poslovnih procesov za večjo učinkovitost delovanja. Generalno ja, finančno se tu ni bilo neke, bi rekel, druge perspektive, ampak v nekaterih postavkah je bilo treba bolj opredeliti. Kot do zdaj v sanacijski program je samo ena bolnišnica dobila potrjeni, to je Onkološki inštitut. Vse druge bolnišnice, še nobena v Sloveniji nima potrjenega sanacijskega programa. Javne bolnišnice so civilizacijska pridobitev. Tako naslednji vladi sporočajo, da bi se z ustreznim konsenzom med vsemi akterji v procesu stvari lahko uredile. Da se nikoli ne bo dovolj denarja za nobeno področje. Se pravi, zdravniška zbornica, zdravniki, pacienti in pa potem zavarovalnica bi se morali z ministrstvom skupaj usesti in o tem pogovoriti, da se slišijo, ne. Naše zdravstvo res ni tako slabo, če se primerjamo, ampak smer, ki je pa, gre pa vedno slabše, ne, in v tem je problem narejeno. Jaz mislim, učinkovito javno zdravstvo bi se dalo relativno dobro z temi sistemskimi zakoni narediti in tudi z večjo odgovornostjo pacientov. Razvite evropske države imajo javne bolnišnice, kot dopolnitev pa zasebno ambulantno prakso. Slovenija gre drugo pot. Sprašujemo se, kdaj bo agonija problematike slovenskega zdravstva končno dobila epilog.